Torej, junija meseca letošnjega leta smo na območju policijske uprave Koper začeli zaznavati povečano število tatvin motornih vozil. Predvsem je šlo za tatvine motornih vozil znamke Volkswagen. Analitična služba v sodelovanju z Generalno policijsko upravo je potrdila sume tudi za delovanje kriminalne združbe na celotnem območju Republike Slovenije. Vse so tovrstne tatvine, prav tovrstnih znamk vozil, zaznavali tudi na območju policijske uprave Maribor in pa Ljubljana. Z analitičnim delom in z spremljanjem zaznanih prijav tatvin motornih vozil znamke Volkswagen smo uspeli identificirati združbo, katero so sestavljali srbski in slovenski državljani, ki so na območju celotne Slovenije izvrševali tatvine tovrstnih vozil in jih po izvršenih tatvinah preko Madžarske vozili na območje Srbije. Z kriminalično preiskavo, v kateri so se uporabljali klasične policijske metode dela, kot tudi prikriti preiskovalni ukrepi, odobreni strani Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, se je pričelo izvajati te aktivnosti oziroma kriminalistično preiskavo z 21-letno državljanko Srbije in 49-letno državljanko Slovenije in njenega 23-letnega sina. V sami kriminalistični preiskavi smo uspeli zbrati dovolj materialnih dokazov, da smo navedeni trojki dokazovali storitev tatvin najmanj 10 osebnih avtomobilov znamke Volkswagen, ki so jih, kot rečeno, po izvršeni tatvini odpeljali na območje Srbije. Z prikritimi preiskovalnimi ukrepi smo nesporno potrdili, da ti trije imenovani niso delovali na lastno pest, ampak da so del večje mednarodne kriminalne združbe, ki je v celotnem tem obdobju od junija, se pravi do dneva prijetja, izvršila tatvine najmanj 10 vozil na našem območju oziroma na območju Republike Slovenije. Uspeli smo pa preprečiti 2 tatvini motornih vozil znamke Volkswagen, katere so nameravali izvršiti, se pravi, za katere so imeli pripravljene že ponarejene slovenska prometna dovoljenja in izdelane sorovci ključev, se pravi za vžig oziroma za kontakt. V petek 29.11. se je pristopilo k aretaciji vseh 3 osumljencev in izvedba hišnih preiskav na naslovih bivanja pri vseh 3. Pri hišnih preiskavah smo našli, kot rečeno, nekaj ponarejenih slovenskih prometnih dovoljenj, nekaj izdelanih kontaktnih ključev za vozila. Uspeli smo identificirati 2 vozili z območja policijske uprave Koper, ki sta bila namenjena še za odtujitev. Pri preiskavi ladijskega zabojnika, v katerem so pohranili predmete, smo pa uspeli najti in zaseči tudi ukradeno motorno kolo, ki izvira iz tatvine iz leta 2010 na območju Italije. Vsi trije so bili s kazenskimi ovadbami, za 10 velikih tatvin in za kaznivo dejanje, s katerim očitamo hudodelsko združevanje, privedeni na zaslišanje zoper 21-letno Srbkinjo in 49-letno Slovenko, je bil po zaslišanju odrejen pripor. Samo pravite najmanj 10, koliko pa sumnite, da se je Kriminalistična preiskava še nesporno v tem času ni zaključena. Zaseženih je bilo kar nekaj elektronskih naprav, ki so jih uporabili za komuniciranje od telefonov, iPadov, računalnikov. V sodelovanju smo z tujimi varnostnimi organi v tem primeru, v katerih pridobivamo podatke in smo prepričani, da teh 10 kaznivih dejanj oziroma 11 odločitev še ni končno poslali. Imate zasežene tudi te avtomobile, ste kakšnega že vrnili lastnikom? Ne, od teh 10 vozil ni nobenega zaseženega, kot rečeno, preprečena je bila kraja 2. Kdo pa je izvrševal ta kazniva dejanja, ki so bili organizatorji očitno te trije? V bistvu njihova vloga po naših ugotovitvah vsaj je bila v tem, da so upravljali prevoze teh ukradenih. Se pravi, drugi ljudje so pripravljali ta vozila za odvzem, se pravi, razbijali blokade motorjev, izdelovali ključe in najverjetneje tudi ta ponarejena prometna dovoljenja, kar se bo se še ugotavljalo v nadaljnji preiskavi. Ta imenovana trojica pa je skrbela predvsem za prevoz teh vozil, se pravi, iz kraja tatvine do Srbije.
Torej še iščete te ljudi. Kup ljudi še manjka torej tukaj. Tako. Zakaj je Koper vodil, to je bilo največ kamen na našem območju? Koprska preiskava se je pač pričela na podlagi naših ugotovitev. Se pravi, beležili smo povečano število tovrstnih tatvin in pričeli z analitičnim spremljanjem. Drugače so pa to pravi tudi pravte Ljubljane, Maribor, Tako. Tako, v Kopru konkretno mislim, da je bilo ukradenih, je bilo ukradenih 3 vozila znamke Volkswagen, na območju Ljubljane 6 in na območju policijske uprave Maribora 1. To so bili dražji avtomobili, novejši avtomobili ali so bili zbirčni? To so bili po večini golfi, v enem primeru preprečene tatvine, ko so bili Volkswagen S. Zakaj golfi? Se lažje vlomi, Golfi so ali najboljši. bolj prodaja? To je bila kriminalna združba specializirana za to vrstni tip vozila. Ne? Sodelujete s Hrvati, Srbi in tako naprej, ker očitno gre za daljše vodilo. Tako, delujemo na dnevni bazi s hrvaškimi kolegi, kot tudi srpskimi kolegi. Poteka izmenjava podatkov in kot rečeno, še ne bo zaključeno. Ampak je ta slovenska veja odžagana ali imate še nekaj preiskave še? Ta preiskava je še enkrat. Drugi avtomobili pa ne, recimo, da bi se ta ista skupina posluževala nekih drugih znamk, recimo Audi, Škoda. V našem delu prejšnje preiskave tega nismo potrdili, se pravi, da bi katerokoli drugi znamke vozil kot to. V katerem obdobju pa je bilo prijenih teh 10 avtomobilov? Junija 2013 do dneva prijetja, to je 29.11. Srpska državljanka je periodično prihajala v ozemlje Republike Slovenije in dejansko na dan prijetja se Se smo ščrpili, kar se tega tiče, sicer bo gospod Rebec govoril o naslednjih zadevi, ampak jaz bi tudi vas vprašal, jaz sem si zdaj pozorno pogledal video, ki je bil objavljen na spletnem portalu YouTube. Se pravi, da vi, gospod Jurič, ne more pametovati oziroma ostaviti gospoda Dedića in da nekako dela tudi za svojo korist, kako bi vi komentirali take izjave pomembnega funkcionarja po poslovni. Jaz lahko rečem, da tudi jaz sem si ogledal ta video, lahko rečem, da te izjave, ki jih je podal gospod župan, da so izmišljene oziroma ne temeljijo na nobenih resnicah. Zagotavljam lahko, da kriminalistična policija v Kopru svoje delo izvaja strokovno, profesionalno in zagnano in tako bo tudi bodoče. Mislite, kakšne postopke sprožiti v zvezi s tem, ne nazadnje gre to za preprečevanje, kako pa bi? O tem bo kaj več moj direktor povedal. Blanka, imaš še kakšno vprašanje v zvezi s to prejšnjo preiskavo? Kje so pa